Dejansko gre za to, da v bistvu mora biti projekt izvršljiv, da ni že uvrščen v katerokoli proračunsko postavko ali občina ali krajevne skupnosti, mora pa vplivati na kvaliteto življenja v kraju oziroma na tistem območju, kjer je tudi predlagatelj. Predlagajo lahko vsi prebivalci občine Krško, ki imajo starost nad 15 let in stalno prebivališče v naši občini in pa sodi v enega izmed 7 območij, ki je v tem razpisu. Gospod župan je že povedal, da je znesek od 10 do 30 tisoč, 10 tisoč je, če je omejeno samo na en kraj, recimo na določeno krajevno skupnost, če se pa krajevne skupnosti povežejo med sabo, pa lahko kandidirajo celo za projekte v znesku do 30 tisoč, seveda z davkom. Prej ste tudi slišali, da se od urbanih fitnesov in pa rekreativnih teh pripomočkov umikamo, ker smo že nekako poskrbeli za to, da imamo skoraj vse povsod, kjer so bili predlogi, tudi narejeno. Torej vse, kar je bilo v participativnem tem proračunu za preteklo leto, je tudi realizirano. Za letos se bodo začele sedaj aktivnosti in mislim, da bomo do konca leta ali pa do jeseni že nekako lahko tudi vse izvedli. Osebno lahko rečem, da vidim pa eno težavo v tem, da smo zdaj dvignili toliko stroškov, ker če izhajamo iz kriterija, da mora biti to pač projekt, ki je izvedljiv in da je to predlagatelj občan, bo težko priti do takšnega projekta v takšni višini z vsemi ustreznimi papirji, ki jih morajo priložiti. Ja, to je tisto, kar smo nekako na začetku že kar predvideli, da se bo zgodilo. Verjetno ni težko nekaj postaviti, težje potem temu dati vsebino, ker prevečkrat se dogaja, da so predlagatelji posamezniki in ko se zadovolji ta interes, je vprašanje, ali pa ko upade ta interes pri tistih posameznikih, kolikšna je izkoriščenost teh objektov.